Za življenje. Za življenje. Z nami je družinski terapevt Miha Ruparčič. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V današnji oddaji Za življenje je z nami Miha Ruparčič. Miha, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Karmen ima malo počitnica, ne? Tako je. Ja, bova midva tudi izpeljala. Tema pa je ta odraščajoča doba, no do pubertete bova še prišla, ampak vem, da se vi dobro spoznate na varno navezanost, ker ste brali take knjige, iz katerih ste izluščili, kaj to pravzaprav pomeni, ampak ko rečemo varna navezanost in se nam zdi na prvi pogled, da to predpostavlja tudi veliko fizične bližine. Ali to sploh drži? Pravzaprav tudi fizična bližina je dragocena, je pomembna. Izraz varna navezanost včasih uporabljamo sinonim zdrava navezanost. Navezanost včasih ima občutek, da mi navezujemo otroka nase, na en slab način, pa pravzaprav v zdravi navezanosti je vedno tako, da dopuščamo svobodo, da otroka navežemo nase, zato da lahko gre. Ne gre za tisto navezovanje, da ga ohraniš za neko svoje poslanstvo, ali za to, da bo prevzemnik kmetije, ali za to, da bo tebi služil. Gre za to, da lahko zakoraka opolnomočen v to odraslo življenje, ko pride čas za njega. Po domače pa pomeni zdrava navezanost to, da je otrok v odnosu, ki je varen, kjer je viden in kjer ga znamo pomiriti. Poenostavljeno. Ja. No, počitnice so tudi čas, ko rečemo, to bomo pa v tem času naredili, ker med letom pač ni bilo časa in potem recimo z interneta najdemo neke vsebine, si označimo in potem pride ta počitniški čas. Potem pa vse tako gre hitro naprej, da na koncu ostanemo tudi brez tistega, ampak koliko tega počitniškega časa naj bi pa pravzaprav imeli zase in za družinske člane, recimo, če smo starši in da imamo doma pubertetnike? Pubertetniki so velik izziv. Velik izziv so čist iz nevrobiologije, zato ker jim rastejo možgani. In stvarnik je naredil nek trik narave, da je tem pubertetnikom znižal nivo dopamina pri 12 letih. Nivo dopamina je nižji, bi rekel, je višji do 12 leta, pa potem po 25 letu. Dopamin pa raste v novih vznemirljivih okoliščinah. In namenjeno je temu, da gre mladostnik raziskati svet, išče novosti. In del teh novosti je dobro, da smo tudi mi. Morda ne povsem, zato so nam ob strani najrazličnejše čez leto, lahko poskrbijo to športne aktivnosti, kulturna udejstvovanja, etc. Med počitnicami je pa potrebno nekaj več planiranja, kaj se bo pravzaprav s tem najstnikom dogajalo. Ker če plana ni, potem plan prevzamejo ekrani ponavadi, in računalniška tehnologija. Ta je pa posebej problem, pa morda še kaj rečeva o tem v nadaljevanju. Ja, ampak kaj je ta dejanski počitek, ki ga moramo seveda dobiti tudi starši, da potem lahko, ko pridemo s počitnic, nas v službi vse počaka, da lahko delamo, da ženemo to kolo življenja naprej? Znanost daje tle odgovor. Profesor Siegel je naredil krožnik hrane za možgane, ki naj bi jo imeli vsak dan. Morda v počitnicah še poudarek na kakšno sestavino, ki jo je čez leto manj na tem krožniku. In teh 7 sestavin, če si pogledamo, je najprej dovolj spanja. To v zapadni kulturi ni več samoumevno. Potem druga stvar je dovolj časa za fizično aktivnost. S tem dobimo noter endorfine, naravna pomirjevala in to je tisto, kar potrebujemo za dobro funkcioniranje. Potem tretje, dovolj časa za povezovanje in pogovor z bližnjimi. To je že tema, ki je do neke mere ogrožena. Potem četrtič, zelo pomembno, da imamo dovolj časa za igrivost. Ne bi si mislil, ker odrasli smatramo, da smo to prerastali, da se ne rabimo več igrati igre vlog z medvedki, pa vendar je igrivost tista, v kateri človek doživi, da ne dela
in da počne nekaj, kar prebuja njegovo čustveno sfero. Tako da igrivost v odrasli dobi je lahko knjiga, ki jo bereš samo zaradi branja, da ob tem uživaš. Lahko je koncert, lahko je glasba, lahko je film, lahko je karkoli iz tega, kar prebuja duha, in to je že tudi hkrati ena oblika počitka. Potem pravi počitek je tudi izredno pomemben. Se pravi, da ne delamo. Po domač bi rekli prejšnje generacije, da boguče skrademo. Zato, ker Slovenci smo priden narod in smo izredno storilnostno naravnani. In mnogi ljudje, ko ne delajo, ne čutijo vrednosti, da sploh živijo. Počitek je namenjen tudi to, da nas je Gospod poklical po imenu, da je dovolj za to, da smemo dihati in živeti, samo to, da nam je ime, kot nam je ime. In moj profesor Gordon Neufeld pravi, veste, najbolj kreativne ideje ne pridejo iz dela, ampak iz počitka. Tako da ta počitek ima svojo vrednost. Potem sta še dva elementa. En element je, oziroma še eden, in to je pa notranji uvid. To pa dokazujejo danes znanost, da karkoli z področja meditativnih praks, danes je zelo popularna čuječnost, ki nima ne kulturnega, ne verskega ozadja, je na nek način nevtralna, pa vsak noter da svoj svetovni nazor, svoja prepričanja. Lahko je to adoracija, lahko je kontemplacija, lahko je to molitev, ta usmeritev na noter, ker če mi teh notranjih sfer ne predelamo, potem se nam lahko na nekem vedenskem nivoju izražajo, po domač takrat puščice mečemo v okolico, ker nas nekaj noter boli, pa se včasih tega niti ne zavedamo. Ja. Zdaj pa recimo, da imamo doma najstnike, ki so komaj čakali, da bodo te počitnice, in potem si ne najdejo počitniškega dela, recimo 1 mesec naj bodo doma. Za starše je pa to verjetno tudi problematično, ker, kot ste rekli, ko ni izziva, to mesto prevzame zaslon. Kako zdaj preprečiti, da bi ti naši najstniki ne prespali v prenesenem in čisto v dobesednem pomenu počitnic? Stvar, ki je za nas starše težka, je to, da bomo seveda počitnice planirali. Ker sicer, če jih ne bomo planirali, bo ta tehnologija zelo mikavna. V antropologiji velja, da za nek nov fenomen družben potrebujemo 200 let. Mi pa živimo v nekem zgodovinskem obdobju od industrijske revolucije, ko nimamo 200 let, pa naj si bilo za vlak, naj si bilo za avto, telefon, tega časa nimamo, kar pomeni, da se moramo hitro prilagoditi pravzaprav na te novosti. In ena od posebnih novosti, ki jo prinaša pa sodobna tehnologija, s spletnimi omrežji, z vsemi temi všečki, spletna pornografija, da direktno rečemo, ne vem, kako je dobra slovenska beseda, angleško uporabljamo, trigerira, vznemirja nagrajevalni sistem v možganih. Se pravi, tiste stvari, ki naj bi jih dobili v odnosih, nam ponudi tehnologija. In zaradi stoletja so se ljudje malo umikali iz realnosti v svet knjig, v svet kulture, umetnosti, to je dobro, in so se vračali nazaj v realni svet. Ker pa te digitalne stvari trigerirajo ta nagrajevalni sistem v možganih, pa izostane lakota po realnem svetu. In to nas skrbi, da nekdo dejansko lahko živi v virtualnem svetu. Velika raziskava na 11.000 mladostnikih, kako s čim manj praskami prebroditi to obdobje otroštva in mladostništva, pomeni ljubeč odnos vsaj z eno odraslo osebo. To je tista stvar, da mi vstopimo v ta odnos, da svojega otroka poznamo, da se z njim pogovarjamo, da z njim naredimo načrt, da preživimo nekaj časa, da se zavedamo, da našo čustveno pomoč te mladostniki rabijo do 25 leta, to morda malo ne radi slišimo, pa vendar se vera v 24-letnik drugačno kot 2-letnik. Kar se tiče, ker ste omenili počitniško delo, morda bo naš mladostnik potreboval neko podporo in pomoč, da si bo to uredil. Da če bomo čisto prepustili, se morda to ne bo zgodilo. Potem pa stvari, ki jih lahko delamo skupaj, in del tega je lahko tudi delo, če ga opravimo skupaj,
Posebej marsikdo reče, meni je bilo grozno delati doma, ker sem eno delo naredil, sem dobil drugo, in tretje, in četrto, in tako v nedogled. Marsikdo pa reče, smo skupaj delali, ampak je oče vedno po delu znal reči, zdaj se bomo pa usedeli, pa bomo malo poklepetali, ali pa bomo še en badminton odigrali, kot nek mini likov, ki se zgodi po dobro upravljenem delu. Miha Ruparčič, kaj menite, ali so naši možgani narejeni tako, da bi zadostno količino všečkov, ki jih dobimo z omrežji, enkrat prepoznali kot neko nerealno všečkanje, da to ni resnica, da je to odvod od resnice in rečemo potem, zdaj pa dovolj, zdaj pa gremo v resnično življenje, ali ne? Odlično vprašanje in odgovor je seveda da, če dobiš te všečke doma v svoji družini. Profesor Neufeld, sem že omenil na tem radiu, zelo priporoča za mladostnike tako imenovani zajtrk navezanosti. Kaj to pomeni? Pomeni, da mladostnika zjutraj zapleteš v nek pogovor, ki je mladostniku všeč. Kar pomeni, da moraš že temo najti, da poznaš svojega otroka do te mere in potem od njega pričakuješ njegov pogled, njegov nasmeh in kimanje obraza, ki ima veliko nevrobiološko ozadje. Na ta način vstopiš v njegov svet. Na ta način otrok doživi, da ga čutiš, da si z njim in ta stvar ne stane nič. To je samo stvar naše odločitve. Posebej jutra so taka, da 80% družin doživlja jutranjo hektiko. Hitro se obleč, hitro zobe umiti, hiter zajtrk in če bi nas s kamerami snemali, je našega srečanja z očmi bore malo. Tako da tle je pa naša zavestna odločitev staršev, da bomo vstopili v svet naših mladostnikov in da ne bomo jih ocenjevali zgolj po grdem vedenju, kar so prejšnje generacije nam deloma zapustile, da se otroke ocenjuje potem, a se lepo ali grdo vedejo in se nagrajuje eno ali drugo, v resnici nam pa otrok, ki se tudi grdo vede, danes vemo, da je to želja, da se z njim povežemo na en nov način. Je klic po stiku. Mene veliko bolj skrbi, ko se otrok neha upirati in ko sploh ne želi biti več z nami in tudi z grdim vedenjem ne prihaja več do nas. Miha, kaj so pa tiste največje težave, s katerimi prihajajo recimo starši v zvezi z otroki k vam? Veliko stisk se zgodi, ko pride v šoli do najrazličnejših vzgojnih ukrepov, vzgojnih opominov, tako da velikokrat jih ta stiska pripelje. In danes vemo, da z ukrepi pa opomini, ki seveda morajo biti del našega vsakdana, da povemo, kaj je prav in kaj je narobe, je pa to zelo premalo. In tam se odpre morda nek svet, dajmo probati tega mladostnika razumeti. Zakaj to dela? To, da dela narobe, to ni problem, to hitro ugotovimo. Kaj nam hoče s tem povedati? In to seveda starše velikokrat potisne v lastna otroštva, pa morda tam ugotovijo, da tudi oni so na nek način pri teh letih, ne vem, morda bili pozabljeni, morda so živeli v nekem drugem območju, v času, ko ni bilo te sodobne tehnologije toliko, je bilo to morda nekoliko lažje, kot je danes. Ponavadi nas stiska pripelje in velikokrat se ta stiska manifestira v tem zunanjem svetu, vendar če starši vstopijo in so pripravljeni nekaj narediti, so vedno uspešni, sploh neuspeha ni. Se pravi, ko pridejo starši zaradi vzgojne težave k vam, imajo potem domačo nalogo tudi starši, ne samo ta otrok, ki dela težave v narekovanju. Točno. Laura Markham, ena čudovita nevroznanstvenica, prav veste, ko vas otrok spravi na obrate in brez skrbi vas, vse nas, prav takrat je dobro, da vemo, da vam ne dela tega otrok, ker bi mi poenostavljeno hitro rekli, kaj mi delaš, ampak je otrok samo pritisnil na rane vašega otroštva. Kar pomeni, da je neke vrste odrešenik za nas, pa to takrat nočemo videti, ker želimo samo, da je mir in red ob vsem delu, ki ga imamo. Tako da res je, rast je pravzaprav vzajemna, nikoli dokončana, ker moramo najti pot, po kateri hodimo, in otrok prebuja v nas mnogokrat tiste vsebine, ki sploh ne vemo, da so v nas, ki so bile že davno zakopane v sef.
in želi otrok tudi nehote, nezavedno, da se mi z nekimi vsebinami, ki smo jih zakopali, soočimo in poiščemo odgovor, ki ga bomo dali pravzaprav otroku. Naši možgani so nevroplastični, rastejo celo življenje, če so razmere dovolj dobre, tako da stvarnik je ta popravek za karkoli vključil v naše odnose. Težava je vedno naša svobodna volja, kadar se manifestira kot egoizem, ego in trma. Tam imamo težavo. Spremljate oddajo Za življenje, z nami je terapevt Miha Ruparčič, govoriva o težavnem obdobju, ki sva ga midva že preživela, a ne mnogi, ki so v puberteti ali adolescenci, kot rečemo, pa še ne. Vi ste pred kratkim gledali zanimivo serijo na to temo, pa me zanima, kaj bi od tega, kar ste videli, podelili našim poslušalcem. Ja, ta serija Adolescenca, ki je nastala v Združenem kraljestvu, vrti se na portalu Netflix, to je serija v 4 delih, je presežek v več pogledih. Eno je že, kako je bila ta serija posneta, da posneta je bila praktično brez montaže. Posamezne dele filma so 10-krat posneli, kamermani so si kamero podajali iz rok v roke in potem so najboljši posnetek vključili v film. In to eno posebno dimenzijo, bom rekel, epske realnosti prikaže. Gre za igrani film, pa imaš občutek, da si tam. Potem druga stvar, ki je presežek, je to, da je ena povsem povprečna družina. Govori o najstniku starem 13 let, ki je do smrti zabodel sovrstnico. In to je čisto običajna družina, ni socialno ogrožena ali problematična družina. Oče, obrtnik, se je zelo trudil za življenje, tudi sam rekel, da je bil oče njegov fizično nasilen do njega, da on je pa hotel sinu drugačno otroštvo dati. Ta otrok je imel zelo rad šport, zelo rad je imel te stvari, ki jih pač najstniki na zdrav način počnejo, rad se je tudi igral, dokler ni računalnik vstopil v njegovo sobo in ta oče tako skrušeno pove: pa jaz sem mislil, da je moj otrok v svoji sobi varen. Ampak moj profesor dr. Neufeld pravi, veste, tipkovnica in miška sta vstop tudi zato, da otrok potrka na vrata najbolj zloglasnega južnoameriškega zapora, kjer veljajo posebna pravila. In internet je tudi to, ob vsem dobrem, ki ga prinaša. Tako da sporočilo tega filma je, da lahko pravzaprav v vsaki družini spregledamo, lahko naš otrok je priklopljen na to medmrežje, kjer je ogromno nevarnosti. Tukaj je izpostavljen en pojav, ki ga tudi sam prej nisem postavil, to je incel. Incel gre za neprostovoljni celibat, kjer se skupnosti belih moških združujejo in hudujejo nad tem, da niso imeli še ustrezne spolne izkušnje in da so zato krive ženske. In potem se ta grobost tukaj podpira, ki lahko privede, v Evropi ne bi bilo že nekje 30 deklet, smrti deklet nasilnih povezanih s tem incelom. In je važno, da starši prepoznavamo te zgodne pojave, ki bi lahko vodile v radikalizacijo. Ker če otrok nima po eni drugi raziskavi dovolj opore doma, dovolj tega, da nam pove, kaj se mu dogaja, lahko že 8 ur gledanja sugestibilnih YouTube posnetkov vodi v radikalizacijo. Ne? Zato je važno, da mi vemo, kaj se z otrokom dogaja, vemo pa takrat, kadar dosledno otroku smo v drži, da karkoli nam pove, rečemo hvala, ker si mi to povedal. Otroku se mora splačati nam povedati. In če nam pove, da je dobil oceno 5, to ni problem. A ne? Kaj pa, če pove, ja, smo gledali pornografijo, dobili so nas za šolo, ko smo kadili, kradli smo v Mercatorju, ker smo se afnali. A takrat imamo to priliko o izgubljenem sinu v glavi, da lahko z eno držo ne rečemo bravo, ker si to naredil.
ampak rečemo hvala, ker si mi to povedal. Ker če mi nismo v tej drži, če bo otrok pravzaprav takrat pred sabo videl pošast, ki so mu žile na vratu izstopile in ga krvavo gleda, kaj bo otrok ugotovil? Slaba ideja, da sem povedal. Prej sem imel en problem, zdaj imam drug problem v razjarjenem staršu, a ni boljš, da začnem v bodoče prikrivati, lagati in imeti samo en problem. Ne? Tako da pot je gotovo v tem stiku z otrokom, da mu damo vedeti, da najin odnos je večji kot vsi problemi. Je ni stvari na svetu, ki jo mi ne bi rešili. Je ni stvari na svetu, ki mi jo ne bi mogel ti povedati. In jaz ti dajem zagotovilo, da jaz nikoli ne bom s tabo poslabšal odnosa. To ne pomeni, da ne bom kdaj omejitev postavil, da ne bom zahteval, da ne bom prepovedal, ampak odnos, moja ljubezen do tebe bo nespremenjena v vseh okoliščinah, zato je važno, da starši imamo to pred očmi, da mora otrok to čutiti. Če pogledamo otroke v skrajni obliki, v popravnih domovih, teh zavodih, 80% jih ima v svoji zgodovini občutek notranji, da so bili težki za vzgojo. Kar pomeni, da otrok je važno, da ne doživlja, da je težek za vzgojo. So izzivi, smo jim kos, jaz sem rad tvoj oče, mi bomo to uredili. Ne? In tukaj moramo pa mi izčistiti, prositi, včasih moliti, zato da bomo lahko tako držo zavzeli, da nam bo otrok vedno čim več bistvenih stvari povedal. Ja. Prej ste rekli, da je večja težava otrok, ki ničesar ne govori, ki je nekako vdan v usodo. Zakaj je to po vašem mnenju tako problematično? Težava, da otrok pravzaprav mi smo bitja odnosov. Mi v odnosih urejamo stvari. In če otrok vrti svoje notranje filme in ne govori, pride v neke brezizhodne situacije, ali pa more svoja čustva, ki bi jih sicer, rečemo strokovno, zreguliral v odnosu, jih začne regulirati na nezdrave, rečemo disfunkcionalne načine. Lahko je to spletna pornografija, lahko je veliko neke spolnosti pride not, ker je ali pa pride noter trava, pride noter substance, ker je želja po umiritvi. Zato je važno, da tudi mi do otrok nismo v drži umiri se. Ne? Še noben se ni, a veste. Otrok se umiri, če rečeš pridi k meni. Se bova umirila skupaj, se boš ob meni umiril. Lej, tukaj je prostor za to. Ne? Tukaj pridejo potem. Predvsem, seveda so karakterno otroci drugačni, eni so bolj ekstrovertirani, eni introvertirani, pa vendar to ni omejitev. Meni se zdi bistveno to, da se otroku splača povedati. Splača se mu pa povedati takrat, kadar se mu bazičen problem zmanjšal. In otroci, če jih ti sprejmeš, so neverjetno pripravljeni tudi odgovornost prevzeti, tudi če je treba plačati škodo, tudi to, ampak da to mi naredimo znotraj odnosa. V smislu, ni konec sveta, tvoji prihranki žepnina bo žal šla, ker moramo tisto šipo plačati, to je pač posledica življenja, ampak midva sva v redu. Recimo banalen primer, lahko že pri manjših otrocih, kako smo zmenjeni ob 2, da gremo v živalski vrt. Ob 12 se zgodi incident. In velikokrat imamo na koncu jeziku, če si pa takole ravnal, pa ni živalskega vrta. Kaj ima živalski vrt s tem dogodkom? Nič. Ne? In to nas profesor Neufeld nas je vedno treniral. Lejte, tam je res važen, tole je za urediti. Bova uredila zdaj ali kasneje. Se pa že veselim, da greva v živalski vrt. Da izoliramo, da ne razmažemo pravzaprav neke stiske čez cel dan, ampak rečemo, to je izoliran dogodek, ki ga bomo tudi izolirano obravnavali in ga bomo rešili. Velikokrat ste že omenjali tega profesorja Neufelda, pa me zanima, kaj je bila prva lekcija, ki ste jo povzeli, potem, ko ste njega brali? Težko vprašanje. Lažje odgovorim, kaj mi je od samega začetka najbolj ostalo od njega. In to je bilo prav, veste, mene so vprašali, kaj je glavna razvojna naloga staršev, če bi jo lahko dali v en stavek. In mi je najbolj ostal ta stavek. Ja, prav, razvojna naloga staršev
je ključna v tem stavku, da pripeljejo otroka from mad to sad. In slovensko, če prevedemo, iz frustracije v žalost. To pomeni, da si z otrokom, komu nekaj ne gre. In tukaj pride noter dve paradigmi, ki jih imamo v svoji osebni zgodovini, ali avtoritarno ali permisivno vzgojo. Ko otroku nekaj ne gre, ko je frustriran, ko se mi odločimo, da ni čas, ne vem, za še eno risanko, za še nekaj, čisto banalnega, kar se doma dogaja, permisivna vzgoja bi rekla, kaj, pa dajmo, da se umiri, ne, pa ne kompliciramo, pa se otrok že ve, kaj rabi, ne, seveda ne ve, kaj rabi mnogokrat, ne. Avtoritarna je pa, ne dam ti tega, kar joki, boš vsaj vedel, zakaj jokaš in nekako zavrneš tega otroka v stiski, ne. Pot, ki jo pa danes tudi znanost, odkar imamo magnetno resonanco in opazujemo te možganske procese, je pa to, da otroka sprejmemo v čustvenem stanju. Vztrajamo, da nekaj je ne, če mi vemo, da je ne, ga pa vztrajamo v tem, da je to njemu težko. In da je frustriran, reče, lejte, razumem, si frustriran, niti prav in upamo, da bo začel jokati. Tega upanja pa pri nas ni. Mi imamo že zgodovinsko, so rekli, fantje ne jokajo, velike punce ne jokajo, kaj boš jokal, a zdaj boš pa še jokal in tako dalje. S tem, da je naš stvarnik nam obljubljal blagrih, Bog bo obrisal vse vaše solze, blagor žalostnim. Ker z žalostjo se mi adaptiramo, ko življenje ne gre po naše. Zato je tam važno, da se veselimo, ko otrok začne jokati ali pa vsaj malo solzen rata, ker vidimo v tem, začel se je adaptacijski proces, začelo se je prilagajanje, da ne bo šlo po otrokovo, ker velikrat v življenju po naše ne bo šlo. To je največja dota za življenje, da otroku omogočimo, da je žalosten, ker nekaj ne gre. In to ni najlažje, če mi nismo bili tudi tako vzgajani, bo pa na ta način v življenju, ker bo velikrat prišel do nekih omejitev, ki jih vsaj v tistem dnevu ne bo mogel rešiti, in žalost mu bo pomagala, da se bo pravzaprav na to adaptiral. Če tega ni, imamo ogromno frustriranih in jeznih ljudi, ki hodijo po tem svetu in se ne morejo umiriti. Žalost pa umiri. Ja. Kaj pa recimo, ko je ta otrok star 17 let, 18 let, 19 let in vztraja pri svojem, in ko starši rečejo, ne, zdaj pa dovolj, ta artikuliran najstnik staršem pove vse, kaj je narobe z njimi in zakaj njihova ne sme obveljati in zakaj bo obveljala njegova. Kaj pa takrat se zaplesti v ta pogovor? Dolžnost najstnika je, ne, v opisu del in nalog ima, da se nam upira. A ne? Zato, da on sprobava pravzaprav svoje meje, da nam jasno da vede, da on ni mi, da on ima svojo voljo, svoje misli in tako naprej. Tukaj je izredno važen prisluhniti pravzaprav njegovi jezi, njegovim frustracijam in hkrati čist enako vztrajati, pa tudi povedati, lej, ker te imam rad, je tukaj odgovor ne, z katerega razloga, tebi zaupam, okolici ne zaupam, ker ne vem, ne bo na zabavi odraslih oseb, ne. Mi je res žal, moj odgovor je še vedno ne, te imam zelo rad. Ampak moj odgovor je ne, ravno zato. Ne? Tako da pravzaprav je tudi tam od frustracije do žalosti ta mehanizem ravno tako velja. In je prav, da mi uveljavimo voljo takrat, ko je to seveda potrebno. Ne? Tudi če gre za 17-letnika, možgani rastejo do 25 leta, tle lahko govorimo o neki srednji pozni adolescenci, ko nas te mladostniki še zelo rabijo, čeprav dajo vtis, da nas čist nič ne rabijo, da jim lahko damo hrano in denar in so oni s tem čist zadovoljni. V resnici pa posebej rabijo nas. Se pa zgodi, da morda doživimo, da se s tem mladostnikom samo še kregamo o nepospravljeni sobi, o šolskih obveznostih in tako naprej. Takrat je morda čas, da nam ne uide ta mladostnik samo k svojim vrstnikom, ker bojo oni postali referenčna točka za odločanje, da rečemo, ok, nič hudega, mogoče se je nekje stik malo zgubil, mogoče sem imel preveč dela, če lahko kdaj odidemo z njim za 2-3 dni nekam, kar je izvedljivo, ker to ima časovno, finančno, organizacijsko posledico, pa vendar lahko iščemo te načine. To ima izredno terapevtsko moč, da si 2-3 dni z mladostnikom 24 ur skupaj.
to je več kot vsak terapevt, ne, sej v lastno skledo pluvam, ampak verjamem, da lahko to kakšen odnos pravzaprav res dvigne na en nivo, da se ena povezanost, tudi če se nič katarzičnega ne zgodi, se je zgodila povezanost mladostnik, je dubu en pomen. Pa da vztrajamo priporočila Ameriške akademije za psihologijo za ta poseben čas, ne, in rečejo, do 6. leta bodi vsak dan z otrokom solo 10 minut na dan, poleg vsega. Do 12. leta 30 minut na teden in po 12. letu 1 uro na mesec. To je lahko, vsak prvi petek je, pica. Se pravi, neka rutina, da otrok ve, da je na tvojem radarju, da je to stabilno, da je to poseben čas. Ena dekleta bo rekla, pejmo mami v šoping, pa pejmo v šoping, tudi če sam gledamo, se imamo možnosti finančne različne, ampak da počnemo nekaj, kar je našemu mladostniku v redu in da je on na urniku, da ve, da je toliko pomemben, da se je tudi on prerinil na urnik. Nekoč mi je nek človek rekel, veste, jaz bi bil najrajš, kar bi bil Odmevi, ka pa bi me oče gledal, a ne. Spremljate oddajo Za življenje, Miha Ruparčič je z nami, govorimo o vzgoji v tem počitniškem času. Miha, včasih, ko sva bila midva mlada, ponudbe na duhovnem področju ni bilo prav veliko, bila je, ampak danes je tudi na tem področju veliko več ponudbe za naše mlade. Zdaj nekateri starši se odločijo za duhovne vaje, zato ker imajo en teden potem mir pred otrokom. Ali je to tudi dober čas za recimo mlade, čeprav si na take duhovne vaje sploh ne želijo in gredo proti svoji volji, kako ravnati v takem primeru? Pravzaprav bo gotovo potreben pogovor o tem, kaj je odpor. Prisluhen temu, kaj je odpor. Lahko je odpor specifični ljudje tam, lahko je strah pred neznanim. Fino je v pogovoru priti do korenin, kaj je odpor, in verjamem, da tudi z eno priprošnjo Svetemu Duhu bomo videli, a je odpor samo nek strah pred neznanim, pa rabi ta mladostnik podporo, ker mi si želimo, da bi iz te izkušnje prišel obogaten, ne. In se mnogokrat zgodi, da je na začetku veliko ene zadrege in potrebuje ta mladostnik neko podporo. Lahko bi nam ob tem, ko ga probamo nekam poslati, hotel povedati, le jaz s tabo nisem dovolj. Ne vemo, ne bo najstnik to tako direktno naslovil, je preranljivo, joj, oči, tebe pa tako pogrešam. Ampak bo lahko z nekim uporništvom, da morda vse, kar jaz predlagam, bo ne. Bo ne. In tam se moram jaz vprašati, a sva midva nek stik zgubila. Del uporništva je seveda, kot smo rekli v opisu, del in nalog, je normalno, ne. Tako da je treba zelo tenkočutno v odnosu, pa seveda spraševati, kaj bi tudi on, zakaj ne, pa da vidimo, a gre za neke rešitve, ki so izvedljive iz vseh pogledov, pa tudi dovolj varne. Idealno za otroka je, da gre, tudi če gre bodisi na oratorij, duhovne vaje, tabor, da so tam odrasli ljudje, ki jim mi lahko zaupamo, a ne. Zato, ker vrstniškega druženja imajo otroci že čez leto zelo veliko, ne. In mi pozabljamo, koliko ti mladi potrebujejo odrasle ljudi z zrelim prefrontalnim korteksom, a ne, v možganih, zato da se z njimi pogovarjajo, da jih znajo pomiriti, da jih znajo nagovoriti, da vidijo širšo sliko. To je en poseben problem usmerjenosti na vrstnike. Podatek NIJZ-ja je srce parajoč, da 40% mladostnikov nima ene odrasle osebe, s katero bi se pogovarjali. In to je res veliko, ne, 40%. Tako da ta recesija odraslih na dober način, ne na način, da pišemo otroku že v otroštvu njegov kurikulum vitae do, Harvarda, a ne, ampak da ga pravzaprav z svojim odnosom spremljamo in blagoslavljamo. Ja. Spominjam se, kako ste, ko ste prvič prihajali k nam na radio, s seboj prinesli 2 torbi knjig. Prav lep pogled je bil na mizo studijsko, a ne, razložene vse knjige in svetovalnica je bila takrat na sporedu. No, to je zdaj čas, v katerem smo, ko je časa za branje tudi nekaj več, pa vemo, da eni otroci po knjigah sploh ne segajo,
eni po tablicah ali telefonih ali računalnikih dobijo vse vsebine in to ne z branjem, gledajo, ne vem, filmčke na YouTubu. Kako bi, Miha Ruparčič, našim otrokom položili v srce, še drugače kot z zgledom, to, da je branje nekaj več, da z branjem možgane drugače razgibamo kot z gledanjem in poslušanjem? Težka naloga za starše, zato ker je otrok v tej družbi toliko bombardiran za to tehnologijo. O tem je Miha Kramli veliko govoril, kako pravzaprav vse te spletne stvari toliko impulzov daje, ki so močnejši. In prav veste, šum potoka ali pa vetra ali pa en storž Ali pa ptičke. imajo nizke impulze, težko konkurirajo temu spletu, a ne? In če je tega spleta preveč, pa je to vse nezanimivo, vključno za knjigo, a ne. Ena stvar, ki je dostikrat lahko pomaga, je to, da smo starši včasih postali obsedeni, če je našemu otroku dolgčas, a ne. Dolgčas je predstopnja kreativnosti in ustvarjalnosti. Takrat, če je v bližini kakšna knjiga, ki je otroku dolgčas, jo bo morda vzel, a ne. Se pravi, pravila glede tehnologije so en del zgodbe. Niso vse, ker ti naši srčki so iznajdljivi, oni nas bojo prelisičili, brez skrbi, če bomo mi temeljili samo na pravilih, ne. Iti v neki stik, iti v neki odnos, kjer se bo otrok čutil, kot smo rekli, navaren, kjer se bo čutil viden, kjer se bo čutil pomirjen. To je neki predpogoj, da bo kaj več od nas vzel. Veste, lahko to sicer naredimo z odliko, pa ne rabimo biti tule perfektni, pa bo seveda še vedno se otrok upiral, tako da to ni zdaj recept, da bi sebi eno tako breme nalagali. Ampak pravzaprav, ko stopimo v en odnos, kjer se otrok čuti, bo lažje sprejel, meni so knjige ogromno dale. Dale so mi ene dimenzije. Lora Marhan celo reče, kadar otrok težko kaj prebere, ne? Da reče, bom jaz stopil s tem otrokom v ta njegov svet, dajva skupaj brati isto knjigo, pa se bova pol o tem pogovarjala. Zelo zanimivo. Pa zelo težko, nimamo tega časa, težko se tega lotimo, etc., etc. Ampak če otroka povabiš, ne, to je tako, so rekli, kot otrok, ki ima stisko z kakšno hrano, ki jo noče jesti, ne. Kako mu lahko pomagaš, da starš pomisli, katere hrane ne mara, pa reče, jaz bom pa tisto probal, a ne. Bova oba v istem blatu se znašla, na neki način lahko pomaga. Tako da veliko otrok je rekel, jaz nisem mogel tudi brati doma, ker je bil skozi en šunder, skozi je nekdo prišel, skozi je nekdo uletel v moj svet, za knjigo si treba umiriti. Tako da je tudi to eno vprašanje, a znamo ene okoliščine mirne doma ustvariti, da takrat, ko se bere, je nek mir, ne. Je pa to res vredno delati na tem, ker če kaj pa podpišem, da so knjige izredno veliko bogastvo. Ja. Ali berete vi samo strokovno literaturo ali vam ostane kaj časa tudi za kakšno literarno delo? Se trudim, bi si želel več, vedno sta dve čakalni vrsti knjig in ta strokovna je zelo pritiska name, ker so vedno nove stvari in me tudi te stvari zelo pritegnejo in zanimajo. Vzamem pa v roke velikokrat to, kar sva govorila o igri v odrasli dobi, ne, kakšno knjigo, ki jo berem zaradi knjige same, tako da sem hvaležen za vso to bogastvo, ki nam ga nudi literatura. Ja. In ko se spominjate svojih mlajših let, verjetno ste tudi takrat že brali in pomislite, a ne, joj, ko sem bil toliko star, sem pa že bral, ne vem, Siddharto, Stepnega volka, kako zelo bi bilo dobro, če bi tudi moji otroci to brali. Ali vas to kaj frustrira? Ravno en teden nazaj sem se spomnil, da sem v starosti, toliko kot je moj sin zdaj star 11 let, bral od Angela Cerkvenika Očar runo. In to knjigo sem res 3-krat prebral in me je zelo prevzela. In sem mu jo dal in jo je vzel in zdaj čakam, a bo se me vzklilo, ne, upam, da bo. Moja mama pa ve povedati, da sem že malo kasneje v najstništvu, da me je pa res prevzela knjiga od Gandija, da sem jo tudi večkrat prebral, a ne, ta Gandijeva miroljubna pot, a ne. Tako da so nekatere knjige, ki ti pa res ostanejo za celo življenje.
In prej sem rekla, da je knjiga veliko več, a ne, kot recimo YouTube posnetek, čeprav se zdaj tudi izobražujemo prek računalnikov, veliko hitreje, pa tako spotoma gre tudi, a ne. Ampak kaj je tisto več, kar knjiga da, če pogledamo skozi nevroznanost? Sam mislim, da knjiga pričara, lahko seveda tudi filmi imajo to vsebino bolj kot te kratki YouTube posnetki, ker film je tudi neka celota, a ne, in lahko prebuja čustva. Knjiga prebuja tvoje čustveno stanje, knjiga je nek čustven peskovnik, knjiga te popelje na en poseben način v druge svetove, to naredi na en blag način in predvsem, a veste, problem računalniški, če že sam primerjamo prosto igro pri otrocih, pa je približno isto, pa računalniške igrice. Računalniške igrice gre algoritem od zunaj navznoter, a ne. Prosta igra pride pa iz tebe. Angleži rečejo from the inside out, a ne? V tebi prebuja tvoj svet. In knjiga se mi zdi prav v tem, ima to kvaliteto, da zna pisatelj tudi iz tebe ven prebuditi ene čustvene vsebine, kjer smo pretreseni, kjer je lahko nekaj groznega, kjer smo radostni, a ne? To je tako, kot gremo na koncert, na nek čudovit koncert. Kaj si dosegel s tem, ko si bil v koncertu? Nič, ampak samo gledanje koncerta ti je pa prebujalo neke dimenzije in to je tisto, Ja. kar šteje. Zdaj se mi prebuja primerjava, prej sva govorila o všečkih, a ne, ki jih tako zlahka dobimo. Se mi zdi, da pa pravi pisatelji zbudijo naše notranje, srčno všečkanje na nek način. Res je. Tisto pravo všečkanje, tisto zdravo všečkanje, iz katerega pride zdrav dopamin, kot rečemo, a ne. To je gotovo tisto, kar pravzaprav rabimo v življenju, a ne. In to je največji ščit proti vsem tem pa s tem tehnologije, proti substancam, proti tem. Osnova je pa ljubeč odnos. V enem posnetku zadnjič pravi, ko govori o odnosih, ko govori o enem starejšem človeku, prav, ko se spominja nazaj, prav o svoji ženi. Veš kaj, bila sva skupaj, vse ostalo je bilo za zraven, a ne. V smislu, ostal je ta občutek tega povezanosti, a ne. In to je to, kar je tudi božje, kar je evangeljsko, da smo povezani drug z drugim. Miha Ruparčič, toliko lepega, zanimivega, pestrega, poučnega in dobrega ste nam povedali v tej oddaji in zato se vam prav lepo zahvaljujem. Upam, da ostaneva povezana tudi s Karmen, potem še v kateri prihodnjih oddaj. Z veseljem. Vam želim vse dobro in lepo počitnikujte. Tudi vam in vsem vašim poslušalcem vse dobro. Za življenje. Za življenje. Z nami je družinski terapevt Miha Ruparčič. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.